In a veste, kako je težko v večerjo dati ogljikove hidrate, če ti 15 let nisi tega na ta način razumel? Zvečer, ko grem spat, pa vem, da bom zjutraj imela tek, jaz se jutra veselim. Prisežem. Ko srečam skupino, ki teče, ko se razteguje, hajmo, dajmo to navijanje, to me pač izbezumlja, ne morem. A veste, kako je, ko ženska sopiha nekam v hrib, pa lahko moškega prehiti, ampak jo bo on vprašal, a bo? In potem, če se bom dobro počutila po 30 kilometru, bom še spustila in vsi ste se mi režali. Meni se je pivo prikazovalo, jaz, ki ne pijem piva. In potem pridem v cilj in tega piva ni bilo. Meni je tek v življenju toliko dal, da sem v resnici sebi in teku dolžna, da dam maksimalno od sebe, da doživim tudi ta tekaški vrh. Spoštovani in cenjene, draga tekaška publika tam zunaj, 146. epizoda podcasta Zagret za tek je tole. Imam čast in veselje, da je z mano v gosteh prijetna dama, najbrž ste jo že prepoznali, če ne pa jo danes boste. Katrina Brnisel, živjo. Čau. Majica izvrstna, vprašanje sledi. Ja. Si danes že tekla? Nisem. Kako grozno, a ne? Ne. Povej, zakaj ne? Evo, tako. Ja, imam dober razlog. Bila sem v džimu, nisem pa tekla, to se pravi, bila sem športno aktivna, kar je edino, kar šteje. Tekla sem včeraj, sem pa šla danes na džim peš, ker nimam avta, to je 3 kilometre pa pol, eno smer ni neki, ne, ampak pač šla sem in nazaj in dež je, še enkrat dež je. Saj za tekača menda ni slabega vremena, so samo, kako pravijo, slabo opremano, ampak ni pa najbolj prijetno. Bom pa jutri po moje spet tekla, tako da ja. Si me dobil na ta vmesni dan, kaj naj rečem? Ni moja krivda. Všeč so mi odgovori, ki so onkraj tega, da sem, tako da ta odgovor je bil super. Glede tega, da ni slabega vremena za tekače, bi tudi lahko razpravljala na dolgo in široko. Enkrat sem pisal kolumno na to temo, ker se s tezo, da ni slabega vremena za tekače, nisem strinjal. Tako, zakaj za vraga pa rabimo lih vsake vremenu rint ven, če bo še toliko dobrega, ampak to za drugič. Razen športno, kako si še preživela praznike? Jaz delam te praznike. V bistvu sem bila pred prazniki, kar nekaj časa prosta. Bil je moj prosti teden, ki sem ga zaradi maratona na Dunaju podaljšala še za dodatne 3 dni in kolega obremenila za 10 dni v kosu, pa ima po moje malo dovolj, tako da sem mu privoščila te praznike in sem 27. aprila začela svojih 7 dni, tako da še danes in jutri v glavnem delam, dopoldneve izkoristim za to, da malo pošportam. Tekla sem prvič po maratonu včeraj, nepredstavljivo veliko hodim zadnje dni in v džim sem šla 1-2krat, berem, standard, malo je za pospraviti tudi kaj doma, pač nimamo vsega pospravljenega, pa služba, no, to je to. Maraton si omenila, še čutiš posledice maratona po 7, 8, 9 dneh? Za čuda mogoče celo, moram reči, da ja, moram biti kar poštena. Ta maraton me je čisto uničil, verjetno bova tudi razložila tekom tega podcasta, zakaj. Tako da sem bila dobro razmontirana na vse možne načine, od raznih herpesov, vročine in podobno, pa tudi v resnici včeraj, ko sem tekla, sem čutila sprednje stegenske mišice, tako da, in pa nisem šla ne hitro, ne nobenih intervalov, logično, pač bil je to samo nek easy run, ampak sem imela še vedno kar težke noge, zdaj jaz ne vem, če jim to pripisati, verjetno maratonu, ja. Ja, svojim laičnim mnenjem bi pridodal, da
Ja, en dober teden po maratonu, pa če imaš težke noge, lega zlomka. Ne. Nekaj pa je najbrž še ostalo. Včasih so dejali toliko dni, kolikor kilometrov lahkotno, ali pa saj toliko dni, kot mil, so rekli Američani, je treba malo lahkotneje teči. No, mi, ki smo tako hudo produktivni tekači, zadnje cajte smo to pač zanemarili, pa hočemo intervale delati že naslednji dan, skoraj da bedarija. Do tega še prideva najprej pa, draga Katarina, ja, slišali ste, televizijka je ravno kar še v studiu Planet TV, zdaj že v studiu podcasta Zagreti za tek. Kdo je Katarina Brnisel, se sprašujete? Se že veste, znan obraz naših TV zaslonov, voditeljica Dnevnika na Planetu do lani, pa je bila članica ekipe nacionalne televizije, kjer je preživela več kot 10 let in pol. Ja. Šport je zanjo način preživetja, pravi, zato ni čudno, da je aktivna vsak dan. Zadnja leta tudi kolesarka, tako od najstniških let, pa tekačica, bolj ali manj. Maratonka, 5-kratna že, z osebnim rekordom po 3 urami in pol, kar je odličen čas za dekle, ima pa še ambicije, tudi željo, da preteče 6 največjih. Enega ima že za pasom, je moderatorka, pri Editu voditeljica, tudi zagrizena bralka in, rekel bom grdo besedo, influencerka. S tem zadnjim se najbrž ne strinjaš, ali pač? A to je vprašanje. Že prej sem ti segla v besedo, ne. In ti dobro veš, da ne. Ne, influencerka, to je zdaj, mislim, jaz ne vem, zakaj je to postalo sicer nekaj, česar nočem, mislim, etiketa, ki jo nočem. Verjetno zaradi tega, ker si influencerstvo predstavljam, pa verjetno ni tako, celo ko sem par stvari res objavila s tem namenom, ker sem jih morala, sem gotovila, da je to res težek kruh, da tega niti slučajno ne bi počela, ker to snemanje, fotkanje, ne vem, pač preprosto nisem za to. Informativni program je pač čisto drugače. Na teh fotkah moraš dobro izgledati, če želiš pač nekaj prodati ali kakorkoli. Predvsem moraš v stvar verjeti. Verjetno imam do influencerstva odpor, zato ker vidim ene in iste ljudi, ki promovirajo vse možno, kar se da kupiti v tej državi, in ne morem tem ljudem absolutno ne verjeti, da je ena stvar dobra. Če danes prodajaš čevlje, drug dan prodajaš, ne vem, masažne aparate, ampak saj novinarstvo po kodeksu se tega sama niti ne sme imeti v neki blazni meri, zaradi tega, ker je v nasprotju tudi s kodeksom novinarjev. Sicer, kar jaz promoviram, da res so samo par stvari, ki jih sama uporabljam in je bolj kot influencerstvo to, glejte, meni to res pomaga, mogoče bo pomagalo tudi vam. Do influencerstva imam v resnici verjetno odpor, ker je vse tako narejeno. In se mi zdi, da je v tem času vse tako narejeno. Vsi smo instant, vsi živimo v nekih virtualnih svetovih, ker je vse popolno, življenje je pa daleč od tega. Ne vem, zadnjič sem bila totalno presenečena, ko sem v nekem nakupovalnem centru ob 7 zvečer v soboto se ozrla v trgovini s prehrano in okrog mene so bile same sicer lepe ženske, ki bi bile lepe tudi brez filerjev povsod po obrazu, ampak so jih dejansko imele, tako polovica od njih. In sem se prvič resno vprašala, kam smo mi prišli. To niso estradnice, to smo me, navadne ženske, ki nekako težimo k popolnosti, za moje pojme, onkraj meja. Tako da zato mogoče influencerstvo porivam malo na stran, pa rečem, ja, od mene boste mogoče na kakšnem družbenem omrežju slišali, to je, oziroma ne vem, uporabljam to in to, ampak zato, ker to dejansko uporabljam, je mogoče to 5 stvari, 3 stvari, ne pa. In od velike večine teh stvari, ki vam jih, ne vem, plasiram, tudi nimam nič. Tako da, ja. Ja, to je bil disclaimer zdaj, ja. Tukaj, da boste vedeli, Katarina Brnisel ne pobira težkih denarcev za to, da pove, katero vrsto kavo pije za zajtrk, se tega ne poveš praviloma.
poveš kakšno drugo stvar. No, sej, influencerstvo ima bad rap, ima negativno konotacijo, morda tudi zaradi vsega tega, kar si povedala, se načela sva zdaj temo, ki je občutljiva. Ja, zdaj tisti, ki ste prišli na tale podcast poslušati o teku, še majčkeno zdržite, še majčkeno. Vendarle mi je pa všeč definicija, ki mi je Uroš Bitenc enkrat povedal, kaj je za njega influencer. Ja, tisti, ki pač vpliva na svojo okolico z nekim pozitivnim zgledom, ne, pa z nečim dobrim, z informacijami, ki so koristne, no pa se rekel v redu. Ne. Je rekel, se na koncu smo vsi na en način influencerji, če ne v svojem ožjem okolju, med prijatelji in tako naprej, pa tudi širše, če javno nastopaš. Ne. Tako da ja, temu se pač ne moramo izogniti, zdaj pa kako to počnemo, kot si rekla, je pa bistvena razlika. Ne? No, v tej definiciji ga jaz absolutno podpiram. Če zato, ker objavim jutranji tek, zaradi mene nekdo obuje superge, ker mene tudi to spodbudi v resnici, ko vidim nekoga, sama pa se valjam na kavč in rečem, ne, zdaj pa dosti, obujim pečeti. Če je v tem smislu, potem ga absolutno podpiram. No, ampak ti si, če so že načela to temo, pa deva še tole speljati do konca, ti si zelo aktivna na socialnih omrežjih, kljub vsemu veliko objavljaš, veliko tudi osebnih stvari. Jaz sem recimo pripadam generaciji še iz 70-ih, ki se počutimo dokaj, saj jaz se, pa poznam še marsikoga, dokaj nelagodno, da bi razkril veliko zasebnih stvari občestvu, stvari, ki se recimo tičejo mene, moje družine, mojih prijateljev, ne? Ampak ti si že generacija naprej, si milenijka, ki pa s tem očitno nima težav. Pa vseeno, ne? Da vzameš zjutraj telefon, kuhaš kavo in narediš story, pa ga objaviš. S kakšnim namenom? Pravzaprav, ne? Zato, ker si pač ekspresivna, zato, ker na ta način komuniciraš z ljudmi, zato, ker hočeš sporočilo dati ven. Ja, to je pa v bistvu vprašanje, ki si ga nisem, mogoče boš presenečen, ampak praktično si ga sploh nisem nikoli zastavila. Zato, ker to vsi delajo, pa je to običajen način, ne vem. Verjetno je del resnice gotovo v tem, ampak razmišljam zdaj čez to, da mogoče zadovoljujemo neko potrebo, ki ste jo včasih, pa rekel si v 70-ih, jaz sem pa generacija 80-ih, ampak ki smo jo včasih mogoče zadovoljevali na kakšen drug način, pa iščem zdaj, kaj bi to bilo. V resnici je tako na prvo žogo to iskanje pozornosti v resnici. Ne vem, mogoče je to čisto na pamet, zdaj na prvo žogo, mogoče je bila včasih družba drugačna, več je bilo stika en z drugim, v resnici, bodimo pošteni, ljudje smo se družili, tudi jaz sem še iz tistega časa, ko se spomnim, ko ni bilo telefonov, ko si se vse mogel zmeniti takole face to face, pa če sem jaz tebe hotela čez 2 dni videti, sva se mogla že danes zmeniti, ker pač ti nisem mogla vsako minuto napisati na domač telefon, pa se tudi nisi ves čas javljal, ker nisi sedel ob njem. In mogoče smo bili družba, mislim gotovo, ki se je več družila in si je tudi s tem nekako je zadovoljevala to potrebo. Vsi si dal kompliment ali pa si dobil kompliment oziroma si imel občutek te pripadnosti, zato ker si se družil, torej da si del skupnosti. Zdaj postajamo nekako, definitivno smo družba individualizma, tudi ko smo prisotni fizično, smo v resnici odsotni, ker, ne vem, lahko sediva za nekim omizjem, pa če se ozreš okrog sebe, boš zagotovo v nekem trenutku ujel, da bodo vsi na telefonih. To se pravi, da na nek način mogoče iščemo na ta način stik. Že ob 7 zjutraj, ko objavimo kavo, mogoče. Ne vem. To je lahko dejansko en način iskanja stika, občutka lažne pripadnosti, zamegljevanja tega, da smo v resnici v nekem trenutku sami. Mogoče je del tega na tem, zelo iskreno. Drugi del gotovo, da to počnejo vsi, pa počneš še ti.
se niti ne poglabljaš vsak moment, kaj je notranji vzgib, da nekaj objaviš in nečesa ne. Mi pa, ko si prej rekel, ja, ni mi težko deliti osebnih stvari, izključno je to pa je moja zavestna odločitev, ravno zaradi tega, ker me neskončno nervirajo družbena omrežja in profili, ki so izraz popolnosti. Ker ljudje nismo popolni. Jaz sem res perfekcionist in to je ubijalec. Pač to je ubijalec psihe in marsičesa v življenju posameznika in se mi zdi, da če eno mlado punco pri 20 prepričam, da ni treba vsak dan biti popolna, da je vsak dan ima človek drugačen vrh, pa lahko govorimo o teku, lahko govorimo o fizičnem izgledu, o počutju, o čemarkoli, da je en dan, ne vem, prebrati eno stran v knjigi, mogoče bistveno več kot drug dan, ko jih preberemo 100, da je en dan preteči 1 kilometer v res počasnem tempu, veliko več kot nek drug dan, mogoče preteči 30, najhitrejši do zdaj. Skratka, te stvari se mi zdijo pomembne, da se govori o tem in če imam tam 4000 ljudi, da ne vem, če samo 2 pomislita, se mogoče ima pa ta, ki jo vidim na ekranu, čist enake probleme, kakor jih imam jaz. Mogoče pa ni ta svet tako grozen, mogoče je pa pač to življenje. Mogoče res ni življenje samo Maldivi, Pariz in ne vem kaj. Jaz, če te dni odprem Instagram, kaj vidim gor? Vsi so nekje. Niso vsi nekje. Jaz sem v službi, ogromno ljudi je v službi. Ampak pač to je ta lažna realnost, a ne? Pač vsi so nekje, jaz sem pa doma. In je pač to grozno. Ne? Ampak da ne bova samo... da ne bova samo teoretizirala, koliko ljudi dejansko, ko gledate tvoje storije, pa prebira tvoje premisleke, je dejansko se počuti, pa vplivaš na njih. Imaš kakšen feedback pri vseh teh gledalcih in bralcih, potem ti napišejo, joj, Katarina, hvala za to misel, ali pa jaz sem tudi danes premislila, pa ne bom šla zdaj nekaj kupovati, ker si ti rekla tako pa tako. Mislim, imaš povratno informacijo, vse to je dokaj lahko, ne? Na nek story, neki sticn ali pa neko objavo, tudi zasebno, no, dejansko skomunicirati nekom, pa mu vrniti nek feedback, pa reči, bravo. Ja, v resnici res imam. In to od ljudi, ki mi v življenju feedbacke, ki jih najbolj cenim. To so ljudje, ki jih v resnici, največ jih je, ki jih v resnici sploh ne poznam. Ki nimajo nič od tega, da mi napišejo, ej, cool je, rad preberem, kar napišem. Kar napišeš. Ne vem, me je spodbudilo, da sem šla laufat, ali pa ti si moja največja motivatorka. Pač to so stvari, ki v bistvu, ne vem, ki pol dajo smisel tudi neki objavi, ki je v resnici neumna. No, mislim, ok, potem je to super, ne? Potem je to super, če pozitiv, pa sem spet pri influencerstvu. Res nimam pa negativnih komentarjev. Tega pa nimam, za čuda. Nobenega... Gotovo marsikomu ni všeč, ne? Ampak ne napiše. Ni povabilo, da me zasujete s negativnimi komentarji. Ko sem jaz to prvi negativen komentar že leta nazaj na zapisano in tako naprej, ko sem še pisal blog, in sem o tem pač z nekom diskutiral, je rekel, no, ko enkrat začneš dobivati hate, maile pa negativne komentarje, potem veš, da nekaj prav delaš. Ne? Potem si dosegel širšo množico od tistih, ki ti samo kimajo, da si car, ne pa grejo naprej, da si dobil nekoga, ki se je v to poglobil in ti dejansko dal nekaj negativnega. Tako da jaz sem to vzel za pozitivno, tudi negativne komentarje, pa tudi to ni vabilo, ja, da na tale podcast dajete veliko telih tam zdavno, dajte tam zape, razširite tole epizodo, šele začela, še ogrela sta se komaj, da pa že 20 minut mimo. Pa nič o teku. Pa še skoraj nič o teku, ampak nadaljujva iz te teme, če ti vplivaš zdaj na nekoga, neko punco pred 20, ki ima cel kup samo spraševanj, pa gre potem teč, zato da razčisti kakšno stvar, pa ji to pomaga. Kdo pa je na te vplival, Katarina, da si ti kot najstnica, kot je zelo mlada, še precej mlajša, šla recimo prvič teč? V bistvu nihče, po moje, da bi prav vplival.
Jaz sem letnik 85, to se pravi, ko sem bila stara enih 14 let, sem jaz že šla vmes med tem, ko sem se učila ne vem, v nekem 8. razredu, v 1. letniku gimnazije malo laufati. Takrat smo malo drugače tekli, kot se teče zdaj. Takrat smo res tekli kar v nekih supergah, pa v bombažnih majicah, pa to ni bilo še tako. Pa jaz sem na vasi, pa so mojega očija večkrat vprašali, če nimam kaj bolj pametnega za delati, kakor da zdaj pač tam tečem med njivami. Ampak meni je to v resnici pomagalo, da sem si zbistrila misli, ker sem zelo težko sedeč človek. Je pa dejstvo, da nisem ena od tistih, ki nima nikoli težav s pridobivanjem telesne teže. Jaz čokolado samo pogledam, pa imam 5 kil več. In to se je začelo zelo zgodaj kazati, sem pa sladkosneda, tako da sem v resnici na začetku tekla tudi zato. Pustimo, kako razmišljam danes, da je to na nek način zloraba športa, ampak moj začetek pač je bil zagotovo ta, da se malo zluftam in da se ne redim. To je to. Mislim, da mi Marko Alpner pa ni bil edini rekel pred časom v podcastu. Jaz zelo rad jem, 30 km na dan je edini način, da vam pa lahko 3 zajtrke, ne? Legitimno. Če temu rečemo uporaba, zloraba, karkoli, nima veze. Ja, genetika je čudna stvar, ampak je mogoče tebi pač to ukvarjanje s težo vodilo v kakšne, rekel, stran poti ali pa tja, kamor ne bi hotela, vseeno? Ja, definitivno. To je ta perfekcionizem, ki ga nikoli ne dosežeš, a ne. Jaz sem imela v svojem življenju, mislim, kar nekaj resnih nihanj s težo in tudi kar nekaj težav. Pri 19 sem imela 40 kilogramov, kar je zagotovo precej anoreksično. V resnici, no, je bila to anoreksija, ki jo nikoli nisem sicer tako zdravila, ampak sem sama nekako z družino ugotovila, da to ni pot, ki pelje kamorkoli, ker sem v celem dnevu pojedla 3 jabolka in 1 jogurt, in to dan na dan. Ker recimo, če si predstavljate, da je juha goveja, v kateri so plavali rezanci in jo jaz nisem hotela jesti in je morala mami pobirati rezance ven, ker pač to so ogljikovi hidrati. Pač to je res bolezen, ki je v glavi. Preprosto vidiš stvari drugače in pri 40 kilogramih sem si bila okej. V resnici sem bila pa grozljivo suha, ne. Tako da, imela sem 20 kilogramov manj, kakor jih imam zdaj, za primerjavo, to je pač tretjina teže. Ne vem, tega se potem nikoli ne znebiš. To preštevanje kalorij, ta napačna samopodoba, kako se temu reče, ne spomnim se zdaj, ampak prav neki izraz je, da se sam sebe ne vidiš realno. Pač to potem vlečeš skozi leta in vse, kar lahko, mislim, kar sem jaz uspela doseči, je, da razumem, da je v moji glavi ena podoba in da je realnost povsem druga. In si še danes večkrat rečem, Katarina, to si ti in tvoja zgrešena samopodoba, to ni realno stanje, pejt naprej. Ker ko se ti s športom ukvarjaš, ne, ko ti imaš, ne vem, po 7, 8, 9 treningov na teden, so te prehranske deviacije pravzaprav koplješ si grob, a ne. Jaz si ne predstavljam, danes ne več, kako teči brez ogljikovih hidratov. Mislim, v končni fazi sploh ne razumem, zakaj so ogljikovi hidrati nekaj, ali pa kje na tej poti sem zaabsorbirala, da je to nekaj, kar je prepovedano, ker gram ogljikovih hidratov ima 4 kalorije, ravno tako beljakovine. Gram beljakovin ima 4 kalorije in gram maščob 9, če se ne motim. Skratka, ogljikovi hidrati imajo svojo funkcijo v telesu, nujno jih potrebujemo, so zaloga energije, brez njih ne gre in je pot v poškodbe in je pot v kolaps, in je absolutno tega ne priporočam. Jaz sem res morala s prehranskim strokovnjakom začeti na novo, se učiti jesti. In a veste, kako je težko v večerjo dati ogljikove hidrate, če ti 15 let nisi tega na ta način razumel,
psihično težko. Mislim, zaradi tega, ker jaz sem tisto jedla in razumsko razumela, da to ni nič narobe, da kruh ob 8 zvečer naredi nič bolj, kot redi kruh ob 8 zjutraj. Ampak ko ješ, mislim, v moji glavi en predal tega ne razumeš, še danes ne. Zdaj pa, če ti hočeš, ne vem, res trenirati intervale, ne vem, težke treninge teka, pač to nemogoče. Pač se ne moreš treninga intervalov speljati, če nisi... Ne vem, jaz v resnici bom tako rekla, občudujem te slovenske atletinje na srednje proge oziroma na 10 kilometrov, ne vem, kako se temu reče, ki so res, ne vem, imam tudi svoje mnenje o tem, no. Ja. Jaz sploh ne razumem, kako lahko tečeš tako podhranjen. Res ne razumem. Kar nek trend je, med tekačicami na dolge proge, tudi gorskimi tekačicami, trail tekačicami, da imajo, bom rekel, kilogramov na spodnji meji še sprejemljivega, če temu tako lahko rečemo. Debata, ki bi terjala res poglobljen uvid, pa več strokovnih mnenj. Saj se vsi strinjamo, da to morda ni zdravo. Potem, če relativizirava, rečejo vrhunski šport ni zdrav, pika, in to samo pač ena od stvari, ki so del vrhunskega športa. Po drugi strani pa je največji problem, kar sva tudi govorila, preden sva šla tole snemati že zadnjič, je problem predvsem, pa sta spet pri influencerstvu, kaj se pravi te podobe atletin, ki so sicer hitre, dobre, sporočajo mladim dekletom, kot si bila ti, recimo, pri 15-20, ki to gledajo in jemljajo to morda za ideal ali pa za cilj, in kako to na njih vpliva. To je pa tisto, ki je lahko še bistveno večji problem, kot samo osebni problem dotične, bom rekel. Jaz bi ti segla v besedo in rekla, nekaj je vrhunski šport. Sva rekla, ni zdrav, mi pa smo rekreativci. Zdaj, da rekreativka zgubi menstruacijo, mislim, tudi sama sem bila na tem, pač to zagotovo ni okej. To ni okej niti za vrhunsko športnico, čeprav, mislim, o tem se ne govori, ampak kot je meni znano, mislim, da ne vem, koliko zelo mali procent, recimo atletin na olimpijskih igrah ima redne menstrualne cikluse, no. Tako da, ne, kaj je zdravo in kaj ni, ampak kar se mene tiče, se mi zdi, da je... Ko govorimo o rekreativnem športu, mi od tega ne živimo, da pa je dobro opozarjati, da pod neke meje, to je tako kot z dopingom, pač zakaj bi se izstradal, zakaj bi tvegal srčni infarkt, mislim, v vsakem primeru, ampak če boš prvi na vasi, v končni fazi boš še vedno samo prvi na vasi in tvoj rezultat bo kaj? Pač, ne vem, če se dopingiraš, bo, ne vem, kakšno je zadovoljstvo nekoga, ki ve, da ni sam prišel do rezultata, po drugi strani pa se pač jaz lahko tečem svoj osebni rekord, vsa shirana, ampak če bom jaz naslednje pol leta obležala zaradi tega in bom na infuzijah in nimam železa in nimam menstruacij in ne vem, česa še vse, jaz ne vem, če je vredno. Pač vedno se mi zdi, da je treba tehtati, kaj je vredno. In zelo malo je stvari v tem življenju, ki bi odtehtale vrednost zdravja, če sploh kakšno. V svetu, ko je informacij ne dovolj preveč, je najtežje najti prave, jih pokonzumirati, povzeti za svoje. Jasno je, da živimo v svetu, kjer je daleč največji delež prekomerno hranjenih ljudi, po drugi strani pa se mi da pogovarja o težavi, ki je tudi zelo prisotna, o podhranjenih, posebej dekletih, ki za to, da izgledajo, vsaj same mislijo, bolje, so pripravljene tvegati dolgoročno svoje zdravje za nekaj. Morda, se je že prišel čas, včasih smo opozarjali o nevarnostih kajenja na dolgi rok, ki se pač ne čutijo, ko pokadiš prvo škatlo ali pa kadiš 1 leto ali pa 2. Sedaj bomo pač govorili o nevarnostih stradanja, ki so lahko dolgoročne in so seveda, ne samo psihofizične. Pač potem to ni edina motnja, potem je tu bulimija, potem so kompulzivna prenajedanja, pač vsekakor so neki vzorci, ko
prehrana in šport pač gresta z roko v roki, a ne. In včeraj sem prebrala na Instagramu, a ne, da vam noben junk food ne naredi toliko škode. To je od ene strokovnjakinje mednarodne, ki pač svetuje tekačem, torej da noben junk food ne naredi toliko škode, kot naredi ta underfueling. Torej, mislim, da nisi dovolj, kako se temu reče, da nimaš dovolj energije, torej da nisi dovolj jedel pred treningom. Ja, zdaj, če skleneva recimo tole temo, ki je zelo obširna, lahko bi v njej veliko razpravljala, predvsem pomembno se mi zdi sporočilo, ne, kaj, ok, ti si sama pri sebi recimo zaznala, da imaš problem, najbrž tudi tvoja družina, ne, to je prvi korak, ne, ampak zvled se iz tega, se pravi iz neke motnje hranjenja, pa se s tem ukvarjaš športom, ki lahko to motnjo hranjenja bistveno poslabša, ti si, se pravi, z dvema stvarima se morala potem boriti, je nujna neka strokovna pomoč, je neka širše okolje pomembno, težko se nekdo sam, če ima odpor, ne vem, zvečer pojesti en sendvič topli ali pa nekaj takega, težko se bo sam nekdo izvlekel iz tega brezna, če ne bo imel nekega suporta od zunaj nekih. Ja, in tukaj bi jaz rekla tako, da v poplavi nekih strokovnjakov, ki jih najdemo povsod, da je ključno, da zelo premišljeno najdeš tistega, ki ti svetuje. Zelo premišljeno. To naj bodo ljudje, ki so res končali neke fakultete, ne pa dvodnevne tečaje. To je moj edini nasvet. Ja, jaz bi rekel takole, a ne. Sigurno so tisti ljudje, ki so s tabo, se pravi, to je družina prvi, ne, ki so, rekel, tudi dolžni paziti na človeka in ko zapazijo problem, na njega opozoriti, se poglobiti van in poklicati po potrebi strokovnjaka, kot se je rekla, ki je kvalificiran, da se dotična oseba potem pozdravi na en način, pa potem, da lahko živi kvalitetno življenje. To je definitivno res, a ne, potem pa še pač support in tako naprej. Delč od tega, da morda Instagram pa TikTok ponudita končno rešitev. Greva naprej na te, Katarina, no, ko si, se pravi, zdaj sva predelala ta tvoja, rekel, pozna najstniška začeta 20. leta, potem si se pa s tekom spet ukvarjala tudi kar, bom rekel, na redni bazi. Šla si tudi na prve tekaške prireditve. Kaj te je pa povleklo tja? Tudi kondicija sama po sebi, družba, morda želja, preizkusiti? Pa ne vem, jaz sem se kar prijavila na Ljubljanski maraton enkrat. V bistvu niti ne vem, bila sem po mojem stara nekih 20 let. Takrat je Cerknica, moram reči, jaz sem iz Cerknice doma, da je od nekdaj bila kar stimulativno tekaško okolje, no. Čedalje več nas je bilo takih, ki smo v navadnih bombažnih majicah tekli med njivami. In ne vem, tam je bilo eno društvo, Sovica, v bistvu je še, ki so kar kontinuirano tekli in sem videla, da se oni prijavljajo na maraton in sem se potem kar prek njih nekako prijavila. Trenirala sem tam po Rakovu v Škocjanu in sem pač šla na 21 kilometrov. Meni se je pa zdelo, da to lahko. In sem. Saj ne vem, kakšen je bil čas, verjetno niti ne tako dober, niti ni pomembno, ampak imela sem se fino. Takrat se spomnim, da sem, po mojem je še bila proga v neko drugo stran, nekakšna prvič, ko sem šla, je bila neka druga trasa. Kontra, ja, kontra je bilo včasih, ja. In vem, da sem tam nekje pri živalcu precej trpela, ne vem kaj. Skratka, šlo je mimo, no. Kar prijavila sem se, bilo je fino in sem gotovila, pa sej te tekaške prireditve niso slabe, zato ker mi dajejo motivacijo, da laufam tudi takrat, ko se mi mogoče ne da. Jaz sem se vedno spraševala, to se po mojem ljudje, ki ne tečejo zelo redno ali pa ki se lotevajo teka, vedno sprašujejo. Pa sem Andrejo Podobnik vprašala, ker kot novinarka sem imela intervjuje z nekimi ljudmi, ki so presegali svoje meje. Meni je bilo neko osnovno vprašanje, a se tebi zmeraj da? Ker se je meni upiralo. Jaz sem potem, ko sem končala tek, vedno sem se dobro počutila, ampak hita, ne, to. Meni se je od 5 tekov se mi 4 niso dali.
In kako ti ljudje kar tečejo, ne? In sem spraševala in potem meni so bile te tekaške prireditve, če si vprašal točno to, da sem se obula superge tudi zato, da sem šla na dneve, ko se mi pač ne da. Zdaj, po 20 letih teka se pa meni da. Po mojem sem 15 let rabila, da je ta točka, da se meni skoraj vedno da prišla. Da je mogoče, ne vem, od 7 tekov enkrat ne bi šla. Prej je bilo pa tako, od 7 tekov 6-krat ne bi šla. Ta intrinsična motivacija, vidiš, ta prvi korak je, ravno v zadnji kolumni v Tekaču sem pisal o tem, motivacija, kdo rabi motivacijo, disciplina je ključ, ne? Se pravi, kako prideti v ritem. Mislim, da strokovnjaki pravijo, da približno 2 meseca rabiš, da usvojiš neko navado, se pravi, kako postati redni tekač, tako da postane to tvoja navada. Se pravi, 2 meseca se siliš, pa matraš, potem je to navada, tako kot umivanje zob, ampak ti si šla še nivo više po 15 letih, ti si dejansko zdaj prišla do nivoja, ko z veseljem greš, kot ni to tvoja navada, ampak tvoje veselje, praviš, ali kako? Ja, res je. Jaz grem zdaj teč rada. Jaz prav zvečer, ko grem spat, pa vem, da bom zjutraj imela tek, jaz se jutra veselim. Prisežem, res. Sploh, če je pač vreme kul. In mi je neskončno, če je kak uspeh, ki sem ga dosegla, kar se teka tiče, ker jaz sem res zelo povprečna rekreativka, je pač to, da se zbujam in grem z veseljem laufat. To se mi zdi, da največ, kar lahko dosežeš, kot nek rekreativc. Na to, da sem z marsikom že govoril v tem podcastu, tudi s tekači, ki vsako jutro vstajajo 3 pa 4 pa odlaufajo 30 km, pa čisto noben misliš, da zdaj ni rekel, da se zelo z veseljem zmer veseli tega jutra ponavadi, naredijo vse, da je jutranji prehod iz postle na cesto čim manj boleč, pa da potem pač noge začnejo same delati. Tako da, evo, Katarina, mogoče boš pa lahko osnovala svojo tekaško skupino, kjer boš delila vse te svoje nasvete, da vsi pridemo na ta, rekel, višji nivo tekaškega zena. Da se radi zbujamo zaradi tega, da ne bo zdaj to tako izpadlo. Meni se tudi zdaj vseeno kdaj ne da, Pač poleti, ko je vroče, ko si omenil ob 4 zjutraj, ja, kaj pa češ, Če treniraš za maraton, če imaš dolgi tek na sporedu, kdaj bo še ob 9, da te bo ob 12 skurlo? Seveda ne greš. 3:30 je budilka in ob 4 greš. Malo se ti vseeno toži, ampak potem, ko narediš prve 3 korake in je Ljubljana še v temi, ampak zelo mirna, taka, kakršne večina sploh ne pozna, razen unih, ki žurirajo. Ne, oni tudi ne vejo, zaradi tega, ker v različnih stanjih ne zaznavaš tega tako jutranjih. Skratka, ja, lepa je. Meni je super tako iti, Včasih zjutraj zanalašč odprem Stravo ob 6, pa pogledam, kdo so usual suspects, se ponovadi ste eni in isti, ki zjutraj tečete, od Borisa Ivanoviča v Ljubljani, od Luke Videtiča na morju, od Jana Beguša tle, mojega soseda, pa Aleša Ugovška, tudi dole v kotlini pa seda tebe, sem rekel, to so pač tisti, ki potem objavljate fotke, pa včasih tudi Uroš Kralj, če ne zaspi, na Bledu, in fotke objavljate potem na socialnem omrežju imenovanem Strava zdaj, ki je mnogo več kot samo beleženje kilometrov, in potem jaz tisto gledam in si rečem, ja, pa si spet zamudil eno lepo jutro. V redu je, gremo naprej. Tako da trenutno sem malo motivacijsko na dnu, ampak zato pa se pogovarjam s Katarino Brnisar, spoštovana publika, da dobim, zdaj le željo, da jutri zjutraj grem ven ob 4:30, pa nekaj odlaufam. Pa bomo videli. Ni treba zdaj tako zgodaj. Ok, po 6, v redu. Dobro, 6. 6, roka. Super ura, ja. Tek je taka individualna stvar, pa vseeno imela si, se pravi, društvo Sovica, kasneje, ko si že delala na RTV-ju, si bila seveda članica ŠKD RTV Slovenija, drži, pomaga neko, rekel, družba istomislečih, neka društvo, moče tudi kakšen skupinski trening, da se včasih lažje potem pripraviš, takrat, kot se ti ne da.
Ne, meni ne. To je bilo zdaj direktno, ne. V resnici sem rada članica teh skupnosti zaradi tega, ker mi je na tekmi v redu, da smo na štartu skupaj. Ampak kar se treningov tiče, sam ne predlagajte mi, da grem skupaj teč. Mislim, ja, se veš, da gremo včasih na Brdo, pa da tudi jaz pridem, ampak to je, v resnici pridem zaradi druženja, ne zaradi teka. Če bi morala ves čas teč z nekom, bi se mi zmešalo. Jaz imam tek zase, želim teč svoj tempo in predvsem ne želim nekoga skozi zraven poslušati. Se zdi, da sem zelo ekstravertirana, da spuščam relativno blizu in veliko delimo o tebi, ne. Tako si prej rekel, tudi zasebnih stvari. Ampak hkrati sem človek, ki zelo veliko časa potrebuje, da je sam. In teh je en tak moj čas. To so ena od teh stvari, da potem lažje guram vse ostale vozičke. Jaz na teku res vse premislim. Življenje se mi na novo postavi v predalčke in nimam rada distraktorjev in res sem hejter skupinskih tekov. Jaz sem prav hejter skupinskih treningov. Resno. Meni to izgleda kot neka sekta in meni je grozno. Pač, ko srečam skupino, ki teče, ko se razteguje, dajmo, to navijanje, to me pač izbezumlja, ne morem. Ja, ampak tega je kar veliko, no marsikoga pa to povleče. Rekel, no in če ga krasno, samo mene ne zirte v to. Pošteno, se strinjam, sem tudi bolj na tvoji strani, kot na strani skupinskih treningov. Tudi jaz imam rad svoje premisleke, pa marsikaj takrat v glavi lahko postoriš, ker v skupini ne moreš, v skupini je pač interakcija, pa neko druženje, kot praviš. Pa celo najtežje treninge, te intervalne. Jaz ko trpim, hočem biti sama, ne me zdaj gledati, pa nekaj navijati zraven, ne morem tega, res. Pač sama se znam najbolj spraviti do točke. Ja. Pošteno. Pa vendarle, ideja za tvoj prvi maraton, potem, ko si bila že tekačica kar nekaj let, je zrasla čisto v tvoji glavi, ali te je morda potegnilo, ko si imela v službi cel kup enih profiliranih maratoncev na RTV, jih poznam kar nekaj, ki so se podajali marsikam. Je bila to tvoja dolgoletna želja, zakaj potem maraton? Ni bila dolgoletna želja, bil je bolj nek vzgib, mislim, točno to, kar si ti rekel, Igor Jurič, tam ga vidiš, on to kar teče, te maratone, pa ene par frendov, ki so mi opisovali, kako neznosno krasno je vzdušje v Berlinu, kako krasno je teč na Dunaju, da ne govorimo o New Yorku, in sem si rekla, pa če kdaj. Mislim, meni je tek v življenju toliko dal, da sem v resnici sebi in teku dolžna, da dam maksimalno od sebe, da doživim tudi ta tekaški vrh. To vzdušje v glavnem. Lep citat, tole bom uporabil v napovedniku te vdaje, definitivno. Ampak za prvega, seveda, izbereš kaj pak? Ljubljanskega, najlepšega. Se razume. To je bilo leta 2018, če se ne motim, ja? Res je, ja. Zdaj, kot tipkaš na internetu tisto prijavo, daš, veš, da si se zdaj obligiral za nekaj. To si naredila najbrž že pol leta prej, ali pa kaj tasga. Da. Potem imaš pol leta v glavi pač maraton. Kako je to izgledalo pri tebi? Pri meni je to tako izgledalo, da sem prosila enega frenda, ki je pretekel že več maratonov in ki je mu kar precej pojma o teku, in sicer zelo hiter, da mi svoje tekaške treninge prilagodi na moje tempe. In da mi malo pomaga, ker se nisem znala tega lotiti, predvsem se nisem želela poškodovati,
vedela sem, da bom mogla nateči nekaj kilometrov in sem že čez zimo delala sem kar bazo delala, sem hodila laufat, potem pa 3 mesece pred maratonom sem se dejansko lotila teh njegovih treningov, ki mi jih je dal, torej neki treningi variacije, pospeševanj, neke intervale, dolge teke, pomembno dneve počitka. In zraven sem še vse skozi hodila v fitness. To jaz ves čas počnem. 3-krat na teden delam vaje za moč, ker se mi zdi to res neprecenljivo. Da je mogoče ni res, ampak verjamem v to, kar govori večina neke stroke, da pač močno telo nasploh res pomaga preprečevati tudi najrazličnejše poškodbe, da je res v redu, da imaš enakomerno razvite mišice, da potem ne prihaja do raznih zategovanj in podobnega. To se pravi, vse ostalo je verjetno pot v poškodbe, tako da sem se jaz tega treninga za maraton prvega lotila smart. Nikakor ne tako kot veliko ljudi srečam, ki rečejo, kaj pa je to 42 kilometrov, malo greš poteč, pa greš. Mislim, ni čisto tako, ne. 42 kilometrov je res razdalja, spoštovanja vredna. Že bistveno, ko ljudje pretečejo, bistveno manj se meni zdi vsa čast. Na 42 kilometrih se ti lahko zgodi marsikaj, pa si odlično natreniran. Tako da se jaz nikakor ne bi z levo roko tega lotevala, predvsem ne zaradi tega, ker se vedno vprašam, kaj sledi. Jaz bi rada dolgo tekla, torej dolgo v starost, in te nepremišljeni poskusi, jaz mislim, da te ulovijo. Življenje ne odpušča, telo ne odpušča, tako da vedno te ujame. Ko se nečesa lotiš tako, ajmo. Ja, pri maratonu je jury still out, ne? Še zmeraj so tudi članki na temo, da kardiovaskularna vadba na dolgi rok seveda pomaga pri dolgoživosti, pri zdravju in tako naprej. Ali je maraton še zdrav ali ne, se še strokovnjaki dajejo. Vsake toliko časa pride kakšen primer na plano, ki dokazuje, da mogoče pa ne bilo fajn se ukvarjati z maratonom. Ravno sem se vrnil z londonskega maratona, kjer je recimo spet, tudi letos, nekdo je umrl, ja, po maratonu, kajpak, doživel pač cardiac arrest, se pravi, srce mu je odpovedalo in ga ni bilo moč več rešiti mojih let. Mladenič, ki je tekel sorazmerno hitro, no, tako da te negativne implikacije izjemno veliko treninga, predvsem na srčno mišico, ne, so lahko tudi usodne, ampak pameten trening, to kot ti praviš, ne, pametna regeneracija po njem. Kako si najprej, povej mi, doživljala svoj prvi maraton? Ok, na startu si tudi jaz, kot si rekla, zmeraj malo strahu, spoštovanje, pa se mi že kar nekaj pretekel, ampak da bi šel tja čistko, ok, walk in the park, to ni ravno v redu, malo moraš imeti respekta, ker se potem lotiš razdalje, tudi pametneje, kako si se pa ti takrat vse skupaj v Ljubljani. Ja, jaz sem, moram reči, jaz sem v resnici upoštevala vsa navodila in samo en trening od predpisanih izpustila v tistem pripravljalnem obdobju. Tako da moram reči, da sem bila na prvi maraton, zdaj ko gledam nazaj, dobro pripravljena in sem šla safe pace. Jaz sem tekla, tudi ko gledam nazaj, tako, kot da bi imela tempomat. 5:33 sem bila zmenjena in jaz mislim, da sem ves čas tekla sekundo, 2 gor dol. Čisto točno. Vemo, da ena največjih napak, ki jih lahko narediš, je, da začneš prehitro in 42 je dolga. Pač, ko si ti na 28 kilometru in ne bi več, je pač težko zdržati do 42. In moj prvi maraton je bil maraton, kakršen maraton mora biti, da se lotiš tudi naslednjega. Bil je sanjski, brez zida, meni sploh ni bilo težko. Na Dunajski, ko smo obrnili po Dunajski, sem prehitevala verjetno res izkušene maratonce, vsaj po postavah bi tako rekla.
in počutila sem se relativno sveža in sem se spraševala, ok, nikoli na treningu nisem tekla več kot 36 km in potem je prišel 37 in sem bila še isto, ok, 38 sem bila ok. Sem se spraševala, kje je zdaj ta zid? Sem slišala, da pride nek tekaški zid, zdaj, kje je zdaj ta zid? No, pri meni ni prišel in super, da ni. Bila je to krasna izkušnja. Prišla sem relativno, sveža. Vse po 42 kilometrih nisi svež. Ampak nisem pa prišla mrtva v cilj. Prišla sem v redu, no. Na koncu zadnje kilometre sem tekla hitreje kot prve, to je dober znak. Ampak tole se zdaj slišal, kot vsaka pravljica s srečnim koncem, še zapletani pravega, dolgočasno, brez veze, daj mi povej. Tako, nisem imela ne krčev, nisem imela nobenih bolečin, nič. Kri, znoj, solze hočemo trpljenje, grizenje po kolenih in tako naprej. Ok, na prvi maraton, idealni maraton, ko ste sprašali, kako je bilo, si to razložila, ti tak niso verjeli, ali pa so ti pa so rekli, Katarina, vlada brez veze, ne bomo spraševali. Sigurno, ko si bila v cilju, neke euforije je bilo tam, ko tečeš. Pa jaz sem jokala v cilju. To je pač 3 mesece treniraš za eno stvar, ki si sploh ne predstavljaš, če boš lahko. Meni se zdi, da na 38 kilometru je ta moja družina stala in takrat že dojameš, da v resnici, tudi če se boš priplazil, boš prišel do konca tega, pa niti se mi ni bilo treba plaziti, ker sem se dobro počutila in so mi že tam tekle solze. Jaz sem res jokala, ko sem prišla v cilj. Toliko skoncentriraš v nek moment, da to je točka, ko si ne nazadnje premagal samega sebe, ne glede na to, da ni bilo tako trpeče, kot sem mislila, da maraton je lahko trpeč in potem izkusila tudi kasneje, da v resnici je res lahko trpeč. Se pravi, ti si bila ena tistih, ki je prišla v cilj, pobrala medaljo, zagrabila kozarček, flaško z vodo, pa rekla, dele se tamle usedem, vzamem telefon, pa se prijavim na naslednjega, ali kako? Tako. Ne, nisem tega naredila, ampak lahko bi. Sem pa to naredila v Berlinu, ja. Ja, do tja še prideva, ampak kaj nisi tega naredila? Sej 2018, ok, je bilo še v redu, 2019, super leto, tekaški. A veš zakaj ne? Ker sem si pa nekaj rekla. Ker pač 2018 mogoče še nisem bila na tej točki, ker sem od 7 tekov 6 z veseljem naredila. Ne vem, dolgo je to trajalo. In sem rekla, maraton je super, nisem trpela, ampak pot dotle, te 3 mesece, ko sem mogla skozi hoditi, laufati, ko se mi ni dalo. Tega je v življenju več ne bom ponovila. Proces treninga mi je bil pa zelo naporen. No, pošteno. To je res, ne? Jaz imam še zmeri, kadarkoli se lotam kjerkoli treninga za maraton, mi je malo odveč, ne? Ja, pa tudi maraton sam je lahko tudi še kar trpeč, ampak na koncu je v redu, zmeri gremo še naprej na novega, ker nas to ohranja žive, pa mogoče vsaj še približno agilne. Ti si bila bolj preudarna, ta ženska preudarnost tipična, ampak pol, ko si se končno premislila, pa prišla do tega, kaj, zdaj bi pa lahko šla na maraton, je bila pa korona, ali kako? Ja, pol je bila korona, ne, pol smo imeli to korono, verjetno bi se še prej na kakšnega prijavila, mogoče bi celo hitro pozabila na trpeč proces treningov 3-mesečnih, ker to je pač pol ono, ker na morju ti imaš za teč 30 km in na morju imaš ta trening, če si avgusta na morju in je maraton oktobra, ne, in potem si ti ta nori človek, ki na morju vstane ob 3 zjutraj in po Zadru ob 4 teče in pač vsi rečejo ludi Slovenci, zaradi tega, ker od njih itak noben ne teče in moja žlahta tam sam gleda, ne vem, da niso glih hitne službe klicali, ko sem prišla vsa prešvicana nazaj ob 7:30, kao da sem izgorjela in ne vem kaj, ja pač nisem, sam za mano je pač jutranji tek in na morju je vroče že ob 7 zjutraj, no. Kaj je bilo že vprašanje? Zakaj se nisem prijavila? Pol je pa prišla korona, ne, pa so bile tekaške prireditve vse odpovedane, kaj. Pa nismo mogli nič. In pa sem malo predstavljala. Ideja je pa bila Berlin in ti si povezan s to idejo. V bistvu sem dobila v dar čisto slučajno tvojo tekaško knjigo in
mislim, da sem nekaj objavila na Instagramu, da so se potem začela pogovarjati, da bi šla pa jaz na maraton v Berlin. Ja, to mislim, da je bilo davnega leta, kaj pa jaz vem, 20 mogoče. Ja, nekje sem pohajal z otroki, se spomnim, ja, potem smo sedeli na kavi, jaz sem malo pregledal tiste storije, ki jih je bilo kar nekaj, takrat je bila moja knjiga še vroča in med njimi tvoja objava, jasno, in pol so se naslednji dan, vem, da dopisovala, rekla si Berlin, jaz sem rekel, ni problema, ko bo, ne? Ta Berlin te vzamemo s sabo, ja, pretekla so še potem, še kar mislim, da še dve leti v takrat, preden je to ratala realizacija. Preden prideva do tega Berlina, še eno stvar, ki si jo zdaj omenila, rekla si, skrbeli so zate, ko si skoraj izgorela. Se ti zdi, da ženska danes v družbi je kot tekačica enakopravna moškim, ali še vedno na eni strani družbo bolj skrbi za ženske, ker je tek preveč naporen za njih, po drugi strani pa družba kot taka mogoče ne naredi dovolj, da bi ženskam dala možnost, pa jim rekla, ok, lahko se enakovredno kosate z moškimi, pa ta šport je ravno tako ženski kot moški. Jaz sem nekaj podobnega vprašala Nežo Maurer, ko so govorili o pesništvu. In ona je bila ženska v času močnih pesnikov. In so ji rekli, kaj boš ti pisala, se mi pišemo zelo dobro. Jaz sem jo potem vprašala, vas je to oviralo, ker ste ženska, in je rekla, da, in vedno bo tako. Ampak na nas ženskah je, da jih prepričamo, da je lahko tudi drugače. In se mi zdi, da je pri teku ravno tako. Zato, ne samo pri teku, pri športu nasploh. Ženskam v športu je, verjetno si moški niti ne predstavljate, ampak nepredstavljivo težje, kot je moškim. Verjetno tudi v profesionalnem športu mislim, sam če pogledava nogomet, ženske, tudi slovenska liga, pravzaprav v klubih životarijo, malo da ne, da si same kopačke kupujejo. Kar se tiče rekreativnega športa, a veste, kako je, ko ženska sopiha nekam v hrib, pa lahko moškega prehiti, ampak jo bo on vprašal, a bo? Ne vem. Kaj pa ti? A bo? Pač nikoli nisem nikogar, še posebno ne, mislim, saj to ne gre na spol, ampak nisem moškega prehitela, ga pogledala in vprašala, a bo. Smešna anekdota, včeraj sem tekla in tečem tamle po Ljubljani, po Drenikovi, prehitim enega fanta, relativno mladega, recimo mojih let, in tekel je počasi, jaz nisem hitro tekla, on je tekel res počasi, ker sem videla, kako teče, ker sem se mu približevala. In potem je, kar naenkrat me je prehitel in potem spet spustil tempo in sem ga spet jaz prehitela in to se je ponovilo 4-krat, na semaforju sem ga vprašala, Čivjo, imaš trening intervalov? Seveda ga ni imel. Ampak pač to je ta potreba potem, da prehitimo nekoga, še bolj, če prehitimo žensko, ker je v smislu, ženska me pa že ne bo prehitela. Ja, pač ženske moramo neskončno več dokazovati. Ne vem, če je to sploh potrebno, ampak mogoče te ravno ta podcenjujoč odnos podžge, da probaš dokazati, da smo ženske lahko, seveda bomo vedno ženske, ne moreva se midva primerjati, jaz ne bom nikoli mogla razviti take hitrosti, ali pa ne vem, nek trening, če meni nekdo reče, pejdi z mano intervale, jaz ne morem intervalov trenirati z nekim moškim, ki je nekako povprečen rekreativc, tako kot sem jaz povprečna rekreativka, ker bo pač veliko hitrejši, a ne. Ampak ženske smo v tem svojem obsegu tudi močne, smo pa izjemno vzdržljive, to pa mogoče celo bolj kot moški. Če dovoliš, mene ja. to malo boli. No, ampak ta odnos ostane pri tem odnosu. Ok, morda v tej feminizirani, feministični družbi, kjer je feminizem vrednota, ženske dojemajo morda
a bo moškega kot nek osebni napad ali pa celo žalitev, po drugi strani pa moški hoče biti samo gentleman, ne, pa uvidevan. Ne. Oziroma, ali je to, da si gentleman danes že podcenjujoče za žensko, ali po drugi strani neke vrednote, ki smo jih gojili včasih, vendarle lahko še imajo svoje mesto, tudi v družbi, kjer smo v končni fazi enakopravni, ker enaki, kot sam praviš, tako ali tako ne moramo že fizično biti. Ne? Ja. Ne, biti gentleman nikoli ne gre iz mode. Če me to sprašuješ. Ja, tako. Hočem reči, da je gentleman so danes tako sprejeto kot različno razumemo negativno. Različne ženske različno razumemo te stvari. Če vprašate mene, če je, mislim, gentleman, jaz več ne rabim, da mi nekdo odpira vrata, mi je pa lepo, če ni. Ne vem, ali pa se mi zdi, v resnici so neke stvari, ki smo jih mogoče preživeli, ampak če moški sname plašč in ti ga drži, da se ga oblečeš, to se meni zdi neskončno lepo v resnici. Zdaj, kje je zdaj ta meja, ne? Zdaj to je, ko greš zvečer na pijačo, ampak v športu, ne? Ko stojimo na štartni črti, tam pa ni prostora za to. Tam pa mi ne rabi zavezati čevljev, če se mi bo slučajno superga odvezala. Mislim, ta boj je moj boj, ne? Razumem, se pravi, tudi na 35 kilometru, ko padeš mimo nekoga, ki malo trpi, pa reče, bravo, punca, še mal, se ti to ne zdi ohrabrujoče, ampak prej podcenjujoče, ali kako? Ne, to ne. To ne. Ti je še zmeraj všeč, če ti nekdo reče, a ne, super ti gre. Bravo, sej bo. Ker smo v družbi... Ker je razlika, če rečeš bravo, punca, sej bo, ker te spodbuja samo zato, ker si punca. Namenoma sem uporabil pač to se je zelo dobro pokazalo, recimo, mislim, ne da mene to ne smeva narobe, mene to res ne zmoti načeloma, dokler ni to neko vulgarno žvižganje, ne vem kaj, to mene res ne moti. Ampak na splitskem maratonu se je res pokazalo, med tekom nekih zadnjih kilometrov verjetno je bilo malo žensk in bila sem verjetno še kar spredaj. Mogoče sem bila ne vem katera ženska tam po vrsti, pred mano jih je bilo verjetno ne več kot 10, nekaj takega. In kako presenečeno ljudje dojemajo, ko mimo priteče tudi kakšna ženska med tisto množico moških, ne. In te tam res bolj spodbujajo, saj to je pa po neki strani tudi prednost. No, moškim niso tako ploskali, meni pa so rekli, bravo, punca, sej bo. Smešno mi je bilo na L'Etape, to je kolesarska prireditev, ko smo lezli nek klanec in ena gospa vpila, dajmo punca, pokaž fantom, kako se streže. Sem si mislila, kaj streže, pivo ali rumkolo? Mislim, o tem govorim, ali lahko pač ženska kdaj pusti, da jo malo, bom rekel, z besedami pobožajo, pa tega ne jemlje kot degradacijo, ali pa da je v drugem planu, ampak zgolj kot neko dodatno priznanje. Ne bodimo bolj papeški od papeža. Sej v glavnem je način, kako je nekaj sporočeno, veliko pove. Sej, če nekdo tako spodbuja, sej jaz kot ženska razumem, da me samo spodbuja. Ne vem, verjetno tudi ti, ne gre za moško-žensko stvar, vedno človek ve, kdaj ga nekdo podcenjuje in je nekaj rečeno s tem podcenjujočim tonom, z namenom, da užali, ali pa z namenom, da spodbudi. No, ta konotacija, okoliščine so zelo pomembne, se mi zdi. Da ne gre kar iz konteksta jemati stvari. Seveda nismo ženske kar užaljene, če nas nekdo spodbuja. Sej jaz tudi moške spodbujam. Sej so tudi napisi, dajmo oči, sej ti bo šlo, tako kot so bravo mami.
Pa verjetno oči ni užaljen, tudi mami ni. Jaz sem se enkrat zafrknil, ko sem leta nazaj na DMT-ku navijal, pa sem izustil besedno zvezo, dajmo babi, nič hudega sluteč gospej, ki se ni strinjala pač s tem nazivom, ja, pa sem dobil A nazaj. ja se prostavlja, ti je to izrazila. Ne, dala je eno gesto nazaj, ki jo ne bom Aha. pač omenil, katero, tako da sem bil potem pameten, ja, in se jo upravičujem, če zdole tole posluša po 15 letih, ja. Še vedno veš. To sem se spomnil, ja, ker tam sem se pa res zafrknil, pač pomotoma sem to izustil, ker sem precenil, da je gospa lahko že babica. Ampak, če sem pri DMT-ku, si kdaj tekla na DMT-ku? Pa se ti zdi to dobra stvar za ženske, kot opolnomočenje v teku ali kaj drugega? Zdaj sem ostala brez besed, zato ker jih zbiram, ker ne bi rada, da se stvari napačno razume, ampak meni te prireditve izključno za moške, izključno za ženske, to meni ni okej. Pač vsi smo v prvi vrsti ljudje in se mi zdi, da je vprašanje, kdo v resnici podcenjuje kateri spol, če potrebujemo teke, ki so samo za ženske. Mislim, vprašanje enakopravnosti je vedno tudi vprašanje, kaj ženske naredimo za to, da bi bilo drugače. In ko si organiziramo teke, ki so samo za ženske, in smo tudi me izključujoče, se mislim, da zdaj tudi moški lahko tečejo, smo izključujoče zdaj do nekega drugega dela. Ne vem, če je to, jaz mislim, da je to dobra marketinška poteza, nisem pa prepričana, da bistveno pripomore k nekemu opolnomočenju v resnici. Ampak po drugi strani je prav na DMT-ku cel kup tekačic, ki so se tam prvič srečale in s tekaško prireditvijo in s tekom kot takim. Nam rekel, da vse marsikatera je potem ostala v teku, se to vendarle nekaj pozitivnega prinese. To se meni v resnici, zato sem malo obmolknila, ker ne znam točno povedati, da se ne bi narobe razumelo. Jaz nič nimam proti takim prireditvam. Meni se zdi, jaz nanjo ne grem, ker se ne počutim tam dobro, ampak če nekomu pomaga, če se nekdo tam počuti dobro, če samo, ne vem, 5% tistih žensk spodbudi, da bodo šle teč tudi naslednji dan. Pa tudi ali pa če so šle teč samo tisti dan zaradi nekega paketa, ki ga dobijo s kozmetičnimi izdelki. Mislim, je s tem narejeno nekaj dobrega. In ne bi ravno se opredeljevala, ali je to mislim, da bi šla prav direktno kontra ali pa zelo črno-belo. Vedno je še nekaj sivega polja, ne? Vsaka stvar ima pluse in minuse. Tekaške prireditve nasploh, ne glede na to, kakšne so, če so v duhu tega, da, ne vem, spodbujamo gibanje in en zdrav odnos do športa, so vedno dobrodošle. Ja, bom v naslednji vdaji gostil predstavnico DMT-ka za ženske, pa jo bom vprašal podobno vprašanje. Ja, najbrž pa tudi statistike, koliko žensk je že šlo skozi to prireditev in kakšni so feedbacki. Verjamem, da je bilo tudi ogromno pozitivnega narejenega, ja, je pa zanimivo, no, tudi za nas moške. Včasih, recimo, zdaj imam jaz kontra vprašanje. Kako se ti počutiš, ko se ne moreš prijaviti na ta tek? Ali pa kako bi se ti počutil, ko bi se prijavil na ta tek? Zdaj ti bom odgovoril s tem, da sem enkrat celo tekel na tem teku, bil povabljen strani organizatorja, jaz pa še ekipa naših fantov, da smo bili ene vrste, bom rekel, pastiri, ne toliko, ali pa mobilni redarji, ki smo skrbeli takrat, ko je bila, mislim, da 10. obletnica, pa je tekel čez mesto, pa je bilo treba prekrižati 5 pa 10 kilometrske trase, da se skupaj ni bilo zmešnjave, smo mislim, da nas je bilo ducat moških tudi tekli na DMT-ku in bilo prav fino, lepo, jaz sem tekel v začelju, nekaj naših v spredju, super sem se počutil med 10.000 klavo žensko množico, po drugi strani pa nikoli posebej
nisem bil prikrajšan, da se nisem mogel prijaviti, ker sem imel pač zmer možnost se postaviti ob progo, pa pač vse tisto neskončno množico. Ampak, a vidiš majic paradoks, opazovati. a vidiš paradoks, kako zelo narobe je, da rabi, da jim tek 12 moških, da gre karavana prav. V bistvu Vidiš ta paradoks? Paradoks v tem, ali pa ne, no, v bistvu smo rekli tako, dajmo. Ja, ker ženske imamo tako slabo orientacijo, ali kako? V bistvu šlo je za pač čist kontrapunkte, v bistvu šlo je samo za to, da ženskam to izkušnjo naredimo čim boljšo, hkrati pa dajmo zrihtati par fantov za kanon futer, da če se bo kdo že v koga zaletel, da se bodo fantje en med drugim. V redu je. Ja, zdaj sem prišla na občutljive teme, ampak všeč mi je razpravljati o tem, ker danes o tem ne moreš razpravljati v družbi, kjer so marsikšne teme skoraj da prepovedane za debatirati, ampak da ne bova preveč zašla, vrnemo se k maratonu številka 2. Evo, načela sva prej temo. Ja, Berlin. Po dolgih letih si končno uspela priti tudi v nemško prestolnico, na ta cenjeni Berlin. Veliko si slišala o njem, kako si se pa zdaj pripravila na ta svoj drugi maraton po izkušnji iz Ljubljane, po nekaj kolesarskih letih, kjer si osvojila sedlo in balanco in ti je bilo pri srcu, zdaj pa spet na maraton. Ja, enako. Meni se je zdelo, da sem ful bolj fizično pripravljena, pa da lahko tiste treninge potegnem ven, pa sam porežem pri vseh treningih 15 sekund, pa sem to naredila. Dejansko sem čisto enake treninge naredila, samo vse sem hitrejše naredila. Mislim, tako preprosto se to sliši, zelo obrtniško. Ja, dejansko odprla sem stare treninge, ker sem jih imela spisane, in sem prepisala in povsod odbila 15 sekund. In to je to. In potem sem trenirala. Včasih se vprašam, kako ciljno, sem ena od teh ljudi, ki je izrazito ciljno naravnana. Meni ti poveš, kako moram in pač bom. Tudi če umrem. Ogromno dam v to, da izpolnim nek cilj, ki si ga zadam. In pač sem šla na ta način treninga. Jaz nisem vedela, če bom tako hitre treninge lahko speljala, ampak sem jih. In potem se mi je zdelo, če sem pa zdaj jaz tekla vse te treninge 15 sekund hitrejš, pa lahko verjetno tudi 10 minut hitrejš ta maraton odtečem. Ampak takrat pred štartom, da so se pogovarjala, če vsem si imela malo dvomov, malo samo spraševanj, kaj pa če ne bo šlo, kaj pa če ni, ne morem, ne zmorem. Kljub vsemu, da si... Jaz rekla, da bom tekla pod 3:45, ali kako? Pogovarjala sva se, ali bo 5:0 tempo, ki ga lahko držiš, ali pa 5:15, pa si rekla, da dvomiš, da imaš še malo pomislekov, da vprašanje, če si sposobna teči tako hitro. Na koncu si tekla precej hitreje od tistega, kje oziroma kdaj, kaj si zapičila v glavo, da boš zdaj odtekla, ko si bila na štartu? Enakomeren tempo, 3:45, kaj si imela v glavi? Jaz sem imela v glavi ti začetni tempo, kaj sem rekla, sem že malo pozabila, 3:15 ali 3:10, da začnem. In potem sem rekla, pa bom pa videla. 5:15, ja, 5:15. 5:15. No, sem rekla, jaz bom tako začela in potem bom prvo polovico tekla tako, potem bom od 20, oziroma verjetno od 20 kilometra, če se bom dobro počutila, spustila še za 5 sekund in potem, če se bom dobro počutila po 30 kilometru, bom še spustila in vsi ste se mi režali, ker noben ne teče, res je? Mislim, to pa tudi Kipčoge ali pa Kiptum ne tečete tako, mogoče Kiptum občasno, ampak to, da si rečeš... Vi ste se mi režali, ampak jaz sem to naredila. Dejansko si dokazala tisto teorijo, spravila v prakso, ki mi nismo verjeli, in na koncu presenetila
predvsem Pač nas. rekli ste mi, da jaz sem šibka v tekaški teoriji, priznam. Spomnim se, da ste se mi smejali in rekli, noben ne teče negativ Splita, pač ne, ni variante. Skoraj da ne vem, da tečeš negativ Split. Rekreativci, ja. Ja, moraš biti izjemno dobro pripravljen, se moraš izjemno Moraš pa prepočasi začeti. Pa zelo se moraš nazaj držati, zelo nazaj držati, pa izkušnje moraš imeti s tem, da ti je to kdaj že približno uspelo, ker 99% tekačev na maratonu v drugem delu popusti. To je neizbežno dejstvo, ne velja samo za rekreativce, tudi za elitne tekače velja, tako da ti si potem svoj vrsten fenomen, da si... Ne, nisem, se pol naslednja 2 sem tudi jaz spustila, ampak v Berlinu sem pa imela negativ Split in zelo očiten in točno tako je bilo, kot sem rekla, 5:15, 5:10, jaz mislim, da zadnji kilometer je bil kaj, pa sem šla koliko sem tekla zadnji kilometer, 4:40 ali kako, pač ja, pa sem šla pod 5, ne, na koncu. Ja, ne vem. Ampak, ajde, zdaj najbrž ne bi bilo isto, če bi te dal pa nekam drugam na maraton, v Radence ali pa v Bovec ali pa kaj takega. Berlin ima svoj čar. V Radencih je vroče. V Berlinu je bilo idealno vreme, strašno dobro vzdušje, se ti to veš, navijači ob progi, neskončno mnogo glasbenih skupin, tam 20 km sploh ne veš, da tečeš, pol pri 20 pogruntaš, da tečeš maraton in pol si zelo hitro na 35, ki je že skoraj konc. Sam še en gel poješ, pa si v cilju. Tako da odlična izkušnja, res, berlinski maraton je meni se zdel, da v resnici tečeš na krilih navijačev in ta imena, ki so izpisana in res so prijazni, ker ni teh hejterjev, no, kot jih mogoče kdaj še tukaj pri nas srečamo, ker so ceste zaprte, pa ne vem kaj še vse. Tam res navijajo ljudje, ne vem, preberijo ime, Kaman, Katarina in pač ko ti neznanec pokliče po imenu, se te kar odnese za naslednjih, ne vem, 20-30 metrov. To res pomaga, meni je. Super izkušnja, res. Pa mama je bila z mano, in ko mama stoji 100 metrov stran od Brandenburških vrat, že tako se ti zdi, da tečeš skozi zgodovino, ko tečeš po Berlinu, ko tečeš skozi Brandenburška vrata, pol je na desni strani mama in je bil spet to, Katarina, ne moreš jokati, ker ne moreš hitro teči in jokati in vsi ste me opozarjali, da pod Brandenburškimi vrati ni konec maratona, da imaš potem še nekaj 100 metrov in kaj še neko vink, skratka, da je treba še stisniti in sem si rekla, ne moreš jokati, boš to v cilju. No, tako, krasno. V cilju si. Malo, ja. Spodobi se in pravično je, da tudi v Berlinu na ciljni črti potočiš kakšno solzo. Vreme je bilo super, takrat se spomnim, grupa je imela odlično energijo, vibe je bil perfekten, ne vem, kaj bi lahko še bilo boljše. Mi smo se res imeli dobro in to res pomaga. Tako je. In to pa je prednost, recimo, ne, skupinskega naskoka in take maratonske destinacije, kjer najprej med maratonom mečken razvodeniš tisto napetost, mečken umiriš vse skupaj, po maratonu se pa znaš potem tudi poveseliti pa en drugega potrpleti. Skupinsko na tekmo se mi zdi velik da. Ne glede naprej, da sem prej rekla, da ja, treninge sama, ampak na tekmi je pa meni to 1000-krat boljš, to je, kako greš film gledat, ne. Če greš pač sam, vse je v redu, ampak potem nimaš s kom deliti vtisov. Medtem, ko če greš skupino, malo predebatiraš potem vsak s svojimi tegobami, v glavnem smo vsi zadovoljni, redko kdo toči solze žalosti, ker smo vsi resni in smo trenirali, tako da je to krasno. In potem se po maratonu sedeš dol, spiješ pivo ali 2, začneš se pogovarjati, kam bi se še šlo in kot bi mignil naslednji dan na mailu preveriš, pa ti kar začnejo pošiljati potrditve nekih prijav, ali bo tudi pri tebi tako slučajno? Ne, veš, kaj sem jaz naredila? Seveda je bil Berlin, konec 26. septembra, če se ne motim, in jaz sem bila prijavljena na Ljubljanski maraton na 21 kilometrov. In potem sem se seveda isti dan sem Kostniku pisala message, živijo, pozna sem, ampak a se to da iz 21 pretvoriti v 42? Način je rekel, da se in potem sem in
Saj sem pol šele naslednji dan dojela, da sem v bistvu mogoče neumno stvar naredila, ampak sem jo. Ker to je bilo, kaj, slabe 4 tedne To je bilo, razlike. ja, marsikdo bi rekel, evo, medalja za na steno, za letos samo še lahkotno, ti si rekla medalja na steno, ki je naslednji, Ljubljana, gremo na Ja, to ampak, dolgo. a veš, Berlin je bil spet neka dobra izkušnja. Mislim, nisem spet nič trpela, ne. Seveda sem, zaradi tega, ker sem negativ split šla, ne. Ampak če bi pač tekla tempo začeten, bi bilo podobno kot prvi maraton v Ljubljani. Zdaj, seveda mi je bilo v Berlinu potem od 40 kilometra malo težko. Ampak saj maraton je zato, da ti je malo težko. Mislim, po definiciji ne more biti to, pridemo, tečem, ker če ne bi pač to počeli vsi. Ne, da se razume, maraton je grozno težko. Ne? Da se razumemo, ja, vsi, ki poslušate, pa se še niste tega lotili. Če se lotite tako kot Katarina, potem bo lažje, bo pa še zmeraj težko. Ja. No, ampak zdaj smo pa ugotovili, da si ti res pravega testa za maraton. Okay, v Berlinu si pol potrdila, da lahko tudi na drugem maratonu tečeš zelo hitro, se imaš zelo dobro. To, da greš pol čez en mesec na tretjega, se je marsikomu zdel malo neposrečena ideja, še posebej zato, ker si dejala, ok, najprej maraton, potem gremo v studio, imam neko volilno oddajo in tako naprej. Smo rekli, joja, ne. Toliko, ne vem, če je toliko make-upa na svetu, da bodo pač zakrili tisto maratonsko sesuto telo, takrat, ker maraton vendarle pušča posledice, ampak bila si, rekel, šla si na progo, bila si na televiziji kasneje, boje perfektno, takrat smo pa že tudi vsi tisti, ali pa so tisti skeptiki, ki so rekli, Katarina pa mogoče ni za maraton, pa utihnili, pa rekli, ok, ne. Ja, fajn je bilo, mislim, sam težko. Res ja. Povej več, ne, Ja, zakaj je bil ne, fascinanten Ljubljanski maraton? Ni bilo idealno, niso bili idealni pogoji, daleč od tega. Po drugi strani pa si ti tekla, kaj lahko natreniš v enem mesecu? Ja, kaj lahko natreniš? Berlin je hiter maraton, maraton za svetovne rekorde, padel je lansko leto mimogrede, ti greš v Ljubljano, porežeš še, da vem, skoraj 10 minut od tega, mislim, noro. Ja, jaz sem v Ljubljani 4 tedne po Berlinu tekla skoraj 10 minut hitrejša. Ampak, no, to bil prvič, da mi je bilo res težko. Mislim, ni mi bilo do 36. kilometra mi je bilo normalno. Pač moraš se malo potruditi, ampak gre. Pa tekla sem relativno, mislim, nisem se zdaj vlekla, ne. In kar naenkrat, potem na 37. kilometru je meni postalo v hipu težko, tako, kot da bi odrezal. Mogoče je to ta zid, ne vem, ni bil še zid. Ampak potem je bilo pa po 39. kilometru, tam, ko sem jaz prvega Ljubljanca res uživala, ko sem prehitevala izkušene maratonce, mi je bilo pa ojoj, naj se to že enkrat konča, ker ne morem več. Ja, po Dunajski mi je bilo težko, pa je tam v bistvu proti koncu stala Ana, ena prijateljica, ki je pač spodbujala, pa mi je to malo dalo zagona. Ampak jaz sem srečala Zajca, Klemna Bošterja, že relativno zgodaj in sem mu kar sledila in sem v bistvu tekla do konca z njim. In zelo mi je pomagalo, no, to pride ta džentelmenska poteza, ki se mi ne zdi, da je povezana v moško, žensko, ampak on je meni v resnici na Dunajski rekel, a si žejna, in šel on namesto mene po kozarček vode, ker verjemite mi, to mi je res pomagalo, ampak sama nisem imela moči. Jaz sem v glavi, jaz sem videla tisto vodo, pa sem si rekla, ne morem iti tja in stegniti roko za ta kozarček, ne morem. Tako da mi je res pomagala ona voda, da jo je on vzel in mi jo dal. In potem sem pač zadnje 3 kilometre res trpela, pri čemer vem, da sem ga ujela relativno pozno, pa da je imel on, mislim, zgodaj na progi, ampak on ni vedel, kdaj sem štartala.
In je verjetno imel neko idejo, da bi me spravil, on je bil zdaj za 3:30, da bi me spravil pod 3:30 in mi je potem zadnje 2 kilometra vztrajno lagal, da mi tempo pada. Jaz sem sicer gledala na svojo uro in se mi je zdelo, da mi tempo ne pada, ampak hkrati si toliko utrujen, da si misliš, pa kaj se jaz ne vem, se ne znam niti teh številk več prav pogledati. Verjetno že ve, da mi pada in sem potem pač v resnici je lagal, da sem tekla hitrejš, pa potem prišla pod 3:30, ja. Ampak mrtva, bila sem res utrujena, mislim, zadnja 2 kilometra sem bila osredotočena samo na to, da končam, pa bilo mi je težko. Tako kot maraton mora biti težko. Ampak po enih 2 minutah v cilju je bilo že okej in vse okej in potem sem šla še z vami na eno pijačo, imela sem doma že skuhano, zaradi tega, ker to te verjetno zanima. Šibala sem samo v stanovanje, se stuširati, oprati lase, pojedla sem nekaj in šibala v službo, ker to je bila hkrati tudi volilna nedelja. Imela sem redno nedeljsko oddajo, torej poročila ob 18 in potem ob 20 še 2,5 ure volilne oddaje v živo. Tako da to je bila maratonska nedelja v več pogledih. In naslednji dan sem bila gostja oddaje Dobro jutro, sem jutro na planetu in sem mogla ostati tudi nekaj zgodaj. Potem ta ponedeljek ob kakšnih 2 popoldne sem pa res že imela vsega dovolj. Tako da ja, ampak se da. No, če ti praviš, da se da, ja, meni je bilo zmer po nekem maratonu, recimo tudi v Ljubljani, všeč zvečer noge raztegniti na kavču, pa dejansko moče to špegati poročila ali pa kakšno poročilo z maratona gledati na televiziji in se samo zadovoljno režati, pa počasi premikati se noge, ko greš na WC, pa si kaj ne zajesti vzeti, ne. Samo veš, kako je to v glavi, a ne? Zdaj, vse je v glavi. Jaz sem vedela, da tisti dan po maratonu ne bom še mogla počivati, pa si potem naravnan tako, ne. Malo mi je bilo težko v čevljih s tako peto, res, ke te malo meča zategujejo, no. Hvala Bogu se pod mizo lahko hitro sezuješ, to je ta prednost. Ampak drugo pa ne, veš, da moraš zdržati do določene točke, utrujen boš pa potem, a ne. To je vse v glavi. Zdaj, če veš, da popoldne po maratonu nimaš nič, si utrujen 5 ur prej, ne si pa 5 ur kasneje. Ja, to so res triki, ki jih možganom lahko daš, da jih premagaš. Glede na to, kaj ti je uspelo to nedeljo, bi šla lahko mirne duše pol laufati kakšen ultramaraton, ne? To pa ne, kategorično je rekla ne. Ne, upam, da me nikoli ne prime to, res. Ne bi se tako izčrpavala, res. Saj verjetno je tek drugačen, mislim, sploh ne vem, ko se ne poglabljam, tečeš verjetno počasneje, ampak to traja in traja in traja. In saj maraton je težak tudi zaradi tega, ker toliko časa traja, ne. In je pač ta časovni, mislim, v dolgem časovnem obdobju ti izčrpuješ tudi telo, da ne rečemo ultri. Jaz to si sploh ne predstavljam, kako ljudje 200 kilometrov pretečejo, pa nič ne spijo vmes, pa to verjetno res, ne bi se spravila v stanje haluciniranja, ne vem, če rabim to. No. Ampak globok poklon vsem, ki to počnejo. Ja, tole bo ostalo v etru za zmeri, tudi takrat, ko se boš začela pojavljati na take prireditve, pa te bom spomnil o zarečenem kruhu, pa zarečenih makaronih in še čem. Dejva zdaj, namenoma za tole epizodo sem si nadel majico Dunajskega maratona, ki je meni ljub. Ti si tudi začela sva s par besedami okrog tega maratona, vmes si tekla še v Splitu, odščipnila še 2 sekundi vsebnemu rekordu, ki je mimogrede pod 3 urami pa pol, kljub temu, da bom zdaj rekel za žensko, ki ste majčkeno počasnejši od moških v absolutnem smislu, izvrsten rezultat. Recimo, če bi primerjal za moškega, je primerljiv rezultat, za žensko recimo 3:28, za moškega bil primerljiv rezultat, ne vem, tam okrog 3:10 sigurno, no? Tako da, saj če gledam norme, recimo na kakšnih maratonih v Bostonu in podobno, a ne? Saj oni to tako tretirajo in verjamem, da je zadaj pač stroka. No, to majico sem dal gor zato, da mi poveš, ne? Zakaj je bil tvoj 5. maraton, tvoj zadnji maraton, morda pa celo tvoj, bom rekel,
najmarkantnejši, bom to besedo uporabil. Jaz po tem Splitu, meni se je zdelo, da sem res, Split je bil težak zaradi tega, ker je kar nekaj višincev in ker je bilo res, mislim, razmere so bile meni osebno grozne. Mrzlo je bilo, pa predvsem pihalo je in tudi kar nekaj v prsa. In ker nisem tekla v klanec, sem imela občutek, da mi pač piha v prsa in da je grozno. No, in ne glede na to sem tekla dobro in se mi je zdelo, da sem super pripravljena. In potem po tem Splitu sem imela normalno kakšen teden počitka in vse je bilo okej. Hodila sem še na kolo, pa v neke hribe in tudi šla teč brez bolečin in vse. In pol kar enkrat nekje 14 dni po tem Splitu, ko sem šla laufat, me je začelo nekaj v kolenu med tekom bolet, peč pravzaprav. In sem seveda tekla dalje in potem popoldne sploh nisem mogla več hoditi. In to se je vleklo in to kar ni nehalo. In potem sem šla na masažo, mislim, pa ko se mi je zdelo, to sem si zdaj jaz nekaj zategnila, ajde, imam rahlo vnetje. Potem sem šla še na pregled k Bračiču na ultrazvok in v glavnem imela sem to hofa maščevje, ne vem, kaj se točno z njim zgodi, ali je to ukleščeno ali kaj, skratka to peče. Pustimo, da sem imela rahlo vnetje, to je vse overuse, pač ITB-ja in tudi medialca, ampak to se je dalo potem z laserjem hitro, a ne. Jaz od Splita do Dunaja sem tekla 10-krat ali 11-krat vsega skupaj v 2 mesecih in to ni bil trening teka, to je bil poskus, ali lahko tečem. V glavnem, nikoli ni bila razdalja daljša od 13 kilometrov, če se ne motim. In teh 13 kilometrov je bilo v glavnem bolečih, polovica teh tekov je bilo tam okrog 6 kilometrov in to ni bil niti slučajno dober tempo in tako sem šla jaz na ta Dunaj. Zakaj, Katarina, zakaj ob vsem povedanem si potem še vendarle se peljala 450 kilometrov pa stopila na štartno črto, če si imela v glavi, da to pa danes ne bo dobra ideja? Sem prizadeta. V redu je, dobrodošla med nami. Ne, zaradi tega obljubila sem ti ta odgovor, ki sem ga enkrat mimogrede izstrehlila in si rekel, če to poveš v eter, ja. Zaradi tega, ker sem bila prijavljena, čisto preprosto, prijavljena sem bila, vse sem imela rezervirano, prijavljena sem bila istočasno tudi na virtualni London in zaradi tega, ker se mi je zdelo, da vendar gre na boljše. Jaz sem v tem času nekaj počivala, šla na par terapij in na koncu v bistvu tekla teh zadnjih nekaj tekov, zadnja 2, ne, vsega skupaj je bilo 11. Tekla z bolečino, ki ni bila pekoča, ampak topa. Se je čutilo samo nek pritisk in sem si rekla, to je bolečina, ki če se ne stopnjuje, jo jaz lahko zdržim, tudi verjetno 42 kilometrov, kaj bo potem, se bomo pa potem ponedeljek s tem ukvarjali. Ja, pametno verjetno ni, ker, ne vem, je enih scenarijev, ki so lahko v bistvu dolgoročno slabi kar neki. Ampak ja, šla sem po štartno številko v soboto in tam so bile neke stopnice in po stopnicah navzdol še vedno nisem mogla normalno hoditi. Tam sem se res vprašala, jutri bom šla jaz na štart. Ne, ni pametno. Ampak pač šla sem, ja. Šla sem z bistveno premalo treninga, tega absolutno ne priporočam, ampak z neko idejo, da imam pa jaz le bazo, da sem nekaj že pretekla in natekla in da ima telo spomin, upala sem, pa seveda držala nekje v sebi pesti, da me koleno oziroma da me to pač ne bo bolelo, kar je ziritirano, in sem si nekako rekla tako, če bo noga zdržala, lahko zdržim tudi jaz. In potem jaz ne vem, kaj se zgodi pri človeku. Mene ni niti za sekundo vseh 42 kilometrov noga čisto nič bolela.
Pač, a se to realno ni, zaradi tega, ker pač sicer tudi naslednji dan ni, ampak ta teden, ko sem šla teč včeraj na začetku, sem rahlo čutila. No, na Dunaju nisem čutila nič. A se to pač človek tako sklopi, ne vem, kaj narediš, ne vem, koliko je psihe pri tem, ampak enostavno mene res ni bolelo, sem pa seveda zaradi pomanjkanja treninga neznosno trpela. Neznosno, ker nisem šla pametno v ta tek, to priznam, zaradi tega, ker sem začela točno tako, kot da bi jaz cel cikel treningov opravila, ker sem si tudi rekla, mogoče bom mogla na 21 km odviti, pa nočem, da je to zdaj neka najslabša 21 v tem mojem življenju, če sem že na Dunaju, pa bom pač začela kar relativno hiter tempo, pa sem pol tekla, ne vem, 4,50 in vem, da mama je prek aplikacije spremljala in da mi je nekje na 25 km napisala hitra si. Ja, seveda, do 32. kilometra sem jaz še vedno tekla tempo, ki bi bil lahko moj nov osebni rekord. In potem zadnjih 10 pa? Ja, sem pa trpela, kaj ne? Ne, bilo je grozno. Res mislim, bilo je grozno. Ja, pač verjetno zdaj vem, kaj je maratonski ali tekaški zid, kako se temu reče. Končno. Ja, verjetno vem. Pač od 32 kilometra sem si vsako sekundo želela nehati in se hkrati zavedala, da je to vse, česar ne smem. Bravo. To je pač preprosto. Ne, res sem trpela. Mislim, vse v meni, telo, glava, vse mi je govorilo, lej, kaj ti... V resnici sem se po mojem prvič resno vprašala, kaj mi je tega treba, ker bi res vsako sekundo bi nehala in bilo mi je grozljivo. Ne vem, ne pijem Coca-Cole, niti slučajno, 20 let jo nisem, to je pijača, ki mi je ogabna. Ko so mi jo tam na 37 kilometru dali, tako po pomoti je bilo samo Coca-Cola, In potem sem si želela, da bi še bila, pa je ni bilo. Tako da, ja. Pač. Koliko samospoznanj lahko nudi 10 km teka na koncu maratona? Tako, v resnici, na 40 kilometru sem 200 metrov hodila in to mi ni v redu. Pač, res. Ampak sem sama pri sebi naredila kalkulacijo, ker sem se spomnila, kako mi doma včasih pomaga, ki je rdeča luč na semaforju, da potem sem po tistih 15 sekundah totalno sveža in sem rekla, mogoče lahko tle izvedem trik in sem se po moje 5 minut sama s sabo pogovarjala, da mogoče res lahko 200 metrov hodim, ampak sem se toliko časa pogovarjala, da sem sama sebi res 150% obljubila, da ko minejo v njih 100-150 metrov, da bom res tekla naprej, ker nisem hotela hoditi, ne. Ni mi, maraton moraš preteči, ne ga odhoditi, to je črn madež, ampak recimo, da tistih 150 metrov, ki me je vrnila nazaj v življenje, ne more biti tako črn madež, ker pa sem spet lahko malo hitreje tekla in nekako normalno prišla v cilj. Ampak res mi je pomagalo. Lej, bogovi maratona so ti oprostili že takrat teh 150 metrov, pa vsem ostalim tudi, ki smo že precej več prehodili na maratonih, ko je bilo treba, pa tudi če, sam da smo se prelekali. Ampak veš kaj je, Roblek, ti točno veš, da jaz piva ne pijem, ne? Pa sem te videl na lastne oči, kako si ga, recimo v Berlinu. Ja, 2 požirka. Jaz v življenju nisem spila, verjetno, če bi vse skupaj dali, nisem spila 5 litrov piva. Nisem. Kaki? Mogoče 2,5 litra. Res, jaz 5 piv nisem spila, če skupaj. Res, to mi res ni dobro. Zadnji kilometer tega maratona na Dunaju. Jaz ne vem, odkje, ko si ti rekel, kaj se človek zve o sebi. Jaz ne vem, odkje, ampak jaz sem sanjala pivo. Meni so povedali, da na koncu na Dunaju vedno dobiš brezalkoholen Erdinger ali kaj. In skratka, saj se tako reče, ne, veš, jaz sem... V Berlinu ga sigurno tudi na Dunaju se ga da dobiti. Ja, dober pol, ampak da ti ga dajo na koncu... Tako, sej 2021, ko sem bil še jaz, tam je bil sigurno 2022, se ne spomnim. No, pazi zdaj to tragiko. Jaz sem cel zadnji kilometer tekla samo z mislijo na to pivo. Meni se je pivo prikazovalo. Jaz ne pijem piva. In potem pridem v cilj in tega piva ni bilo. Seveda ga nisem spila, ker potem je želja minila, ne. Ampak
ne vem odkje in ne zakaj. Neki pivo verjetno ima, da se mi je tako zaluštalo v zadnji kilometer. Lej. Zakaj pijete? Jaz ne vem, očitno neki ima. Spoštovani, spoštovane, če hočete spiritualno izkušnjo, če hočete v sebi izvedeti več, ne rabite, ne, nobenih drog, pejte laufati maraton, ja, pa boste v zadnjih kilometrih odkrili v sebi marsikaj, kar drugače ne bi. Kljukca pri Dunaju, bravo, zdaj naprej. Ni bil dober, a ne? Na koncu sem tekla, kaj, 3:40 pa še neki. Bilo je vroče, povejva, ja, tako. Ja, Ja. bilo je vroče. Zdaj bom uporabila en grd izraz, ampak jaz sem bila žejna že takoj na začetku. Pač na štartu sem bila žejna skoraj. Pač po 300 metrih. Jaz sem si rekla, zdaj bo grdo. Če me ne bo zjebala noga, me bo zdaj čez neki drugega, ali kaj jaz bom imela. Ker potem gre ta tekaška miselnost tako, jaz sem zdaj žejna na 300 metru, če sem v resnici žejna, bodo to krči, to bo katastrofa, ne. Ampak na koncu ni bilo nič od tega, samo res sem bila zelo utrujena. Ja, in tudi na koncu seveda žejna. Sej. Vroče je bilo, ja. Mi smo zdaj vajeni, kaj, 5-10 stopinj, malo da ne smo po Ljubljani še tekli v rokavicah. Jaz tisto malo, kar sem tekla res v rokavicah, pa v buf, ne. Ampak tam je bilo pa, ne vem, okrog 20 stopinj zagotovo, ne. Že čez 20, ja. Ja, celo je rekel napovedovalec, slišala sem ga, da je pač res, da rabimo spodbujati te, ki so bili v progi, te tekače, ker je it's really hot summer day, je rekel. Sem si mislila, ok, it's warm spring day, ampak naj bo. Ne, zgleda je bilo res je bilo pač vroče, no, niso bile dobre razmere za te. Mislim, jaz imam rajš mrazno. Ja, lahko bi se napovedovalec malo lagal, ja. Za dobro vseh udeleženih. Kam, Katarina, gledajo zdaj, bom rekel, kje so obkroženi tvoji koledarčki? Jaz imam off-season, zdaj tečem sam za dušo. Ampak okužena si, z major si okužena, to vem. Ja, ne, zdaj imam obkrožen ta vikend, še ne vem, mislim, ne vem, ali bo Wings for Life, ali bo ta pot ob žici, ali kako. Trojke, ja, tako. Ja, trojke, to še je vse tako v zraku, nekaj od tega verjetno bo, drugače pa imam obkroženo nočno 10, po službi pridem, seveda. Potem, kaj še? Radence, tudi sam 10, ampak bom šla. Potem pa to z off-season sem resno mislila. Jaz bom tekla rekreativno, penzionistično, te teke za uživati. Potem naprej pa, ja, jesen bom pa mogla zagrist v nov cikel, ne, ker imamo Chicago imam sem se kvalificirala v Chicago, pa v Boston verjetno tudi, mislim, ja, po tistih časih, ampak izbrala sem Chicago, tako da oktobra 8. tečem v Chicagu, upam, da to hofa maščevje se ne bo razraščalo še naprej ali ukleščalo, ali karkoli že počne. In potem decembra Valencijo. Torej 2 maratona imam še letos v planu in to je dovolj. V resnici sem tekla, mislim, kaj 4 v dobre pol leta, ali kako, to se mi zdi, da je kar preveč. In zdaj bo malo pavze, da si telo malo pomore, definitivno si more. Mislim, jaz sem se razmontirala po tem Dunaju, res sem imela 9 herpesov, vročino, pozna se, no, to je kar napor za telo, tako da ja, tam pa bom probala vsaj v Valenciji iti. Se mi je zdel ta Dunaj res odličen za nov osebni rekord, ampak v takih okoliščinah totalno neizvedljivo. Se mi pa mogoče zdi, da od tega, kar sem zdaj najhitrejš tekla, v resnici lahko tečem še nekoliko hitrejš in mogoče bi lahko to bila Valencija. Zdaj imaš 2 srečki sigurno vloženi, tudi Chicago je zelo raven maraton, če se vreme poklopi, pa če jetlag ne bo prehud, bomo že spremljali, pa že takrat preračunavali kilometrske čase, Katarina. Si kolesarka, greš na letap, eno stvar moraš še omeniti, pa ne bo veliko kolesarstv, lansko leto so se srečala
tudi na predstavitvi knjige Mohopedija, odlično se je izpeljala takrat. Mohorič je zacrknjen, zanimiv, pa sem uporabil grd besedo, ampak res je zelo, zelo, zelo fascinanten človek. To knjigo si preberite, definitivno kupite si jo. Uroš Buh je spisal Mojstrovino. Bralka si, katero zadnjo tekaško športno knjigo si prebrala? Berem. Lucijan Zalokar je tudi spet presegel samega sebe. Ja. O dopingu je ta knjiga ti všeč? Zdaj sem nekje na polovici. Ja, mi je. Spet je, sicer se mi zdi ena knjiga, ki jo verjetno lahko prebereš na dah, ko greš čez drugo poglavje, ko je nekaj zgodovine. Tako da ja, zdaj jo jaz po prvem poglavju, ko sem imela ene okupacije, v bistvu Dunaja, ne, in sem jo imela s sabo, ampak tam smo se družili, nisem prebrala niti ene vrstice, tako da zdaj, ko sem prišla domov, jo berem in se mi zdi, da še 2 večera pa bo končana. Všeč mi je, ja, ker je preplet razmišljanja, nekih dejstev o dopingu in tudi osebne izkušnje. In se mi zdi to zelo dragoceno. Pa pisana je zelo zgoščeno, bogato. Jaz bi res kot nekdo, ki zelo rad bere, rekla, da kako zelo dragocen je bogat slog pisanja. Marsikaj se izgubi v prevodu, ogromno ljudi piše knjige, pa niso vse dobre, no. Mislim, to, da ogromno ljudi piše knjige, še ne pomeni, da vsi znajo pisati, a ne. To je pa res primer, kako vse piše. Tako da priporočam. Ja, Lucu sem dejal, kdaj bo napisal naslednjo, pa je rekel, tako kot ti, zdaj pa off-season, do konca leta imam mir, potem pa se lotim naslednje, ko mi čakamo. Katarina, 1:03 sva potrošila takole, kot bi rekla, en zate počasen polovični maraton je že minil. Tisti, ki to poslušate na teku, za trening bo dovolj. Ja. Če ste slučajno na kakšni dirki, ki jih je ta vikend nebroj, naj si bo v Vipavi, na Trojkah, na Wingsih ali še kje, pozdravljava. Za konec Drživa pesti, tako. da vsi premagajo samega sebe. Tudi zate, Katarina, če boš na kateri od teh prireditev, jasno, ne? Me pa še nekaj zanima za konec. Ja, si prepoznavna kot estradnica na vse zadnje, kot obraz iz televizijskih ekranov. Te prepoznavajo na ulici, te ogovarjajo, te pozdravljajo. Se zgodi, ni pa zelo pogosto in ni zelo moteče. Tudi na teku morda, no prej so govorila pač o moških, ženskih konceptih, ampak tako na teku ali pa na tekaških prireditev te prepoznajo. To pa ja. Lani na teku Trojk, ko smo šli res zelo, zelo rekreativno 12 kilometrov, evo vidiš, čakala sem 2 moška kolega, na vsakih, ne vem, pol kilometra sem stala in jih čakala. Nismo ženske tako šibke. Sem imela priložnost se pogovarjati, ja, z marsikaterim tekačem, ki v resnici, ja, me pozna tudi z televizije. Tako da, ja. Praviš, da ni moteče, se morda komu podpisati, kakšen avtogram? Ne, nisem jaz znana. Veš, to pač ni tako, ne? Jaz sem pač nekdo, ki samo oddela svoj job v tistem studiu, tako kot, ne vem, nekdo drug gre v službo na banko in nekdo tretji uči v razredu. Samo da to, kar jaz počnem, mislim, finiš mojega dela vi vidite, ne? Pred tam je 7 ur enega drugega dela, ki ga ne vidite, ampak finiš pa vidite. In zaradi tega se mogoče to komu zdi, ampak ni pa zdaj to neka mera prepoznavnosti. Mislim, nisem jaz Luka Dončić, ne. Jaz sem čisto navadna punca z vasi, ki hodi v službo na televizijo, to je to. Tako da nobenemu se ne podpisujem. Kdaj pa kdaj me kdo prosi, da se fotografiram, no. To je pa to. Danes so selfiji, seveda, tista stvar, ja. Na vse zadnje, vendar si bolj prepoznavna kot večina Slovencev, saj se rumeni tisk ukvarja tudi s tvojo barvo las, recimo, ko jo zamenjaš ali pa čim podobnim. No, tako da, ja, to pa. Tako da, saj to, pa tudi s tvojimi tekaškimi dosežki. Mimogrede, ko sta se z Borutom Pahorjem pogovarjala,
si imela z njim pogovor, sta tudi o teku kakšno rekla? Ja, enkrat mi je rekel, naj shujšam. Takten je bil pa zmeraj, ali kako? Ja. Ja. Ne, sej je bilo v kontekstu in je bilo simpatično. Ampak je tudi takratna PR-ovka Petra rekla, no, gospod predsednik. Pogovarjala sva se o nočni desetki, ne boš verjel, in primerjala neke čase in mi je rekel, če bi pa res radi hitro tekli, bi pa verjetno morali dati kakšen kilogram dol. Sej ne mislim, da je z vami kaj narobe, takole, ampak se veste za hiter rezultat. Pričemer bom zdaj nekaj dodala, da ni nujno, zaradi tega, ker spet se vrneva k tistim kilogramom, pa bom zelo hitra, ampak hujšanje ne bo nujno pripeljalo do hitrejšega teka. Hitre desetke so ponavadi temelječe tudi precej na moči, tako da če shujšate na račun moči, ne bo šlo. Sam povem. In tudi Bojan Šverko ploska, ne, ki ima gym, kamor ti zahajaš, pa ti piše na tablo, mogoče trening za tisti dan. Ne? Ja. Da. Danes mi ga je napisal, težko je bilo. Bojanu je všeč, očitno, če rečeš, da je bilo težko, potem nekaj dela prav. Ja. Super je bilo tole, Katarina, lahko bi še čekala, govorila, razpravljala dlje in dlje, ure in ure. Za konec boš dala še piko na i, vse je bilo povedano marsikaj, pa lahko še eno misel si zanč objavila, tak dolg sestavek, ja, mislim, da ravno pod Dunajskim maratonom, ki se je zaključil s tem, da z leti, ko si to razmerje s tekom negovala, vanj vlagala, ja, veliko stvari bilo, pozitivnih, negativnih, ampak posvetila si na en način, dala si pol življenja teku in dobila tok nazaj in je bilo vse vredno. Lahko še kaj dodaš temu? Da je tek in podobno tudi kolesarstvo odlična prispodoba za življenje, da samo gre samo navzdol in da pravzaprav tek in tudi kolo ogromno vzameta v smislu odrekanja, da mogoče moraš kdaj tudi malo manj spati ali pa kakšen kozarček zvečer manj spiti, ker imaš naslednji dan dolgi tek, ampak da je na koncu v resnici vse poplačano, pa nisem mislila samo za to. Tek je tvoj najboljši prijatelj ali pa šport, saj moj, tudi takrat, ko mi je res najtežje. Veliko stvari v življenju sem zmogla premagati zaradi tega, ker je bil tek moj filter, moj beg. Včasih tečeš k sebi, včasih pa od sebe. Izvrstno. Nič kaj še dodati, spoštovani in spoštovane, Katarina Brnisel, up close and personal. Zdaj veste o njej bistveno več, kot ste vedeli. Bilo mi je res veselje, marsikaj sem se naučil, res, ja, tako, vsi se navdihujemo tudi na tebi, se motiviramo konec koncev, dajemo svoje izkušnje v kontekst, če smo že pri tem. Katarina, želim ti pač uspešno sezono, najprej off-season izkoristi, ta off-season, ja. Pa, lej, se vidva drug teden. Ja, se vidva drug teden. Katarina, hvala za tvoj čas, za tvoje insajte, vrhunsko je bilo. Bilo mi v veselje, srečno. Čau, se vidva. Čau.